Po podatkih iz Kolirsovega poročila o nepremičninskem trgu pri nas so se v primerjavi 5 največjih mest najbolj podražila stanovanja v Mariboru. Cene se letos še naprej dvigujejo, res pa se ne morejo primerjati s cenami v Ljubljani ali denimo v Slovenskem Primorju. Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah na mariborskem območju močno presega ponudbo. Po lanski 10-odstotni rasti cen so se te v prvih letošnjih mesecih povišale še za dodatnih 10 do 15 odstotkov. Trenutno najbolj povprašujejo po starih stanovanjih, zaradi tega, ker to, kar je od novogradnje, bolj ali manj vse prodano. V tem trenutku je zanimanje in pa povpraševanja po naših nadstandardnih nepremičninah dejansko presega ponudbo. Kupci iz Maribora in tudi od drugod iščejo stanovanja in hiše z večjimi balkoni, terasami, atriji in vrtovi. Tem kriterijem ustrezajo predvsem novogradnje. Projektiramo za naprej oziroma strankam nudimo v vsakem stanovanju, torej balkon, teraso, atrij, tako da v bistvu nobeno stanovanje ne ostane brez zunanje površine. Spremenil se je nekako slog življenja, spremenile so se kvalitete življenja. Cene nadstandardnih stanovanjskih nepremičnin so med 5 največjimi slovenskimi mesti najnižje prav v Mariboru, a tudi tu vztrajno rastejo. Samo v enem letu recimo so določene cene materijala zrasle za 30%, kar bo nedvomno tekom let se odražajo tudi na cenah stanovanj. Posebnost mariborskega nepremičninskega trga so tudi visoke najemnine. Za dvosobno stanovanje je lahko najemnina celo višja od mesečnega obroka kredita. Dokler bojo banke dajale kredite, jaz mislim, da bo še naprej pestro na nepremičninskem trgu. V Mariboru manjka nekaj tisoč stanovanj, tudi manjših in najemniških. Čeprav naj bi jih v prihodnjih letih zgradili okoli 2000, na trgu še dolgo ne bo zdravega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem.